Nika, hvala za besedo in živijo počitnikarji. Še zadnji počitniški infodrom bo tudi danes za vas pregledal najvažnejše dogodke zadnjih 24 ur, ko je Luna obkrožila Zemljo. Ja, pa začnimo kar na tem naravnem zemljinem satelitu. Kitajska vesoljska sonda brez posadke Chang'e 5 je decembra na Zemljo prinesla vzorce luninega površja. Strokovnjaki jih že proučujejo, nekaj primerkov pa bodo zdaj prenesli tudi v Kitajski narodni muzej v Pekingu. Muzej je odprt, a tudi na Kitajskem so zaradi epidemije novega koronavirusa še vedno zelo previdni. Skrbi jih tudi širjenje novih različic, zato si prizadevajo za čim višjo precepljenost. Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije pa so poskušali ugotoviti izvor novega koronavirusa v tej državi. Potrdili so, da je virus naravnega izvora. Najverjetneje je za njegovo širjenje kriv preskok virusa z netoperja na človeka, po vsej verjetnosti prek še katerega drugega sesalca. No, koronca nam je za lep čas onemogočila tudi potovanja, na mejnih prehodih in letališčih pa moramo upoštevati cel kup pravil. Konec tedna bo sončen, zato ste starši morda pomislili, da bi počitnice sklenili na kakšnem lepem izletu. A do morja ne bo šlo, ker je obalno-kraška regija ponovno rdeča. Bo od sobote veljala omejitev vstopa vanjo, razen nekaj izjem, prepovedano je tudi zbiranje ljudi. Vedno več ljudi pa se odloča tudi za izlete zunaj države, kar sicer ni priporočljivo. A tudi naših sosednjih držav, ki so še vedno na rdečem seznamu, ne boste mogli obiskati brez upoštevanja omejitev in pravil. Poglejmo. Poglejmo najprej v Italijo. Vstop je mogoč le s potrdilom o negativnem rezultatu hitrega ali PCR testa. Izpolniti morate tudi poseben obrazec, na katerem navedete razlog za obisk države. Ker so gostinski lokali v Italiji že lahko odprti, je tudi kava v Trstu zdaj lahko upravičen razlog za prečkanje meje. Enako velja za nakupovanje v italijanski deželi Forlaniji Julijski krajini. Italijanska dežela Benečija, kjer ležijo tudi Benetke, pa za turiste še vedno ostaja zaprta. Tudi Hrvaška omogoča vstop v državo iz turističnih razlogov, za kar morate imeti dokazilo o namestitvi. Na hrvaški meji boste morali predložiti potrdilo o negativnem rezultatu PCR testiranja ali o tem, da ste že preboleli COVID-19. Otroci niso izjema. V Avstriji število primerov okužbe ponovno narašča. Že na meji boste morali pokazati negativni izvid na COVID-19, nato vas čaka 10-dnevna karantena, ki jo sicer lahko prekinete, vendar šele po 5 dneh z opravljenim novim testom. V našo vzhodno sosedo na Madžarsko pa razen nekaj izjem sploh ne morete. In kako je z vrnitvijo v Slovenijo? Slovenski policisti bodo od vas zahtevali potrdilo o negativnem izvidu. PCR test ne sme biti starejši od 48 ur, hitri antigenski test pa ne starejši od 24 ur. Veljalo pa bo tudi potrdilo, da ste preboleli COVID-19 ali da ste cepljeni proti njemu. No, zdaj pa bomo po virtualnem zemljevidu odpotovali v Avstralijo. Tamkajšnja vlada je opozorila, da bi lahko v najbolj poseljeni avstralski zvezni državi Novi Južni Wales do leta 2050 koale izumrle. Njihov naravni življenjski prostor se krči zaradi požarov in izsekavanja gozdov, ogrožajo pa jih tudi bolezen, klamidija in avtomobilske nesreče. Mednarodno združenje za ohranjanje narave koale sicer uvršča med ranljive in ne med ogrožene živalske vrste. Uvrstili pa so jih na seznam 10 živalskih vrst najbolj ogroženih zaradi posledic podnebnih sprememb. Vsak pa lahko koalom pomaga na svoj način. Lokalni zobozdravnik na severu Novega Južnega Walesa je Triumfu, koali, ki se je rodila brez desne noge, oblikoval prvo protetično stopalo. V društvu Prijatelj koal, ki se zavzema za njihovo ohranitev, so veseli, da Triumf z njo že lahko teka in pleza, bo pa zaradi tega vseeno moral preostanek svojega življenja preživeti v jetništvu. Zdaj pa čas za šport in čestitke dobitnicam medalj na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Nemčiji. Skakalka Ema Klinec je poskrbela za zgodovinski dosežek in postala svetovna prvakinja. Bronasto medaljo pa je v šprintu tekačic v klasični tehniki osvojila Ana-Marija Lampič. Bravo, dekleta! No, navijamo pa tudi za fante. Tadej Pogačar je z drugim mestom na 5. etapi dirke po Združenih arabskih emiratih, ki se je končala z zahtevnim vzponom, obdržal vodstvo v skupnem seštevku in prednost celo povečal na 45 sekund. Do konca dirke sta še 2 ravninski etapi, ki naj ne bi vplivali na razvrstitev na vrhu, tako da je Pogačar že zelo blizu skupni zmagi.
2 meseca in pol pred začetkom znamenite kolesarske dirke po Italiji so organizatorji tudi uradno napovedali, kje bo potekala. Potrjeno je, da bo 15. etapa, ki bo na koledarju 23. maja, 3-krat prečkala tudi ozemlje Slovenije. Kolesarji bodo premagovali vzpetine na Goriškem. Mogoče si boste tudi vi ta konec tedna privoščili kakšen kolesarski izlet, še prej pa si danes 20 minut pred 5. popoldne poglejte Infodrom, v katerem bomo med drugim preverili tudi, kako je z vašo športno pripravljenostjo, potem ko ste se po več mesecih vrnili na treninge. Mladi člani jadralnega kluba Pirat Portorož pa nas bodo zdaj odpeljali na morje. Upamo, da so počitnice poskrbele tudi za veter v vaša jadra in boste naslednji teden mirno pluli čez vse šolske obveznosti. Adijo! Čau, jaz sem Pija. Živja, jaz sem Lina. Tukaj smo v jadralnem klubu Pirat Portorož. Te počitnice bomo preživeli na morju. Jaz imam 11 let. Jaz pa 10 let. Jadrati so začeli prejšnje poletje, ko so se vpisali na tečaj za jadranje. Nama je bilo v bistvu zelo všeč in zanimivo. Tako da smo nadaljevali naprej. Mi je zelo sproščen šport. Tudi med počitnicami lahko jadramo, saj imamo primerna oblačila, ki nas grejejo. In se imamo tako dobro kot poleti. Včasih tudi boljše. Meni je najbolj všeč, da lahko skrbim za svojo barko in da samostojno jadram.